Osnovna šola Grm je ob Grmu. Grm je meni se zdi, da tudi ime enemu od nekih novomeških gričev, ampak po moje je ime dobila po temle Grmu. Ne, ni res. Pojma nimaš. Grm je ime griču, na katerem stoji grmski grad. Poglej. Tukaj je naša šola. Tukaj je reka Krka, pa Breg, pa Kapitel. Ej, ne moramo kar tako po domače povedati. Mi smo zdaj v filmu, moramo lepo stvari povedati. Naša šola odseva bogato novomeško preteklost. Po njenih hodnikih se iz generacije v generacijo pretaka znanje minulih tisočletij. Ajde, Rudolf. Aha, pod njeno streho se odpirajo srednjeveške kronike in živi spomin na Rudolfa IV. Habsburškega, ustanovitelja mesta. Gospod Podbevšek, nadaljujte. V njenih učilnicah zorijo sadovi prve uprizoritve Linhartovega Matička in se znova razcveta novomeška pomlad. Jakac? Od njenih zidov odmevajo glasovi za svobodno domovino in zavest o enakopravnem sobivanju z drugimi evropskimi narodi. Štukl? Smo šola, ki je doživela sen mnogih naših prednikov, samostojno Slovenijo in združeno Evropo. Tako, zdaj sem povedal vse, kar so nam naročili, zdaj pa gremo. Jaz pa še vedno mislim, da se šola imenuje po tem Grmu. Osnovna šola Grm je meni dala zelo dobro podlago, da sem prepoznal sebe, svojo poklicanost, da sem se odločil za svoj poklic, ki ga s strastjo in z veseljem opravljam. Šola je mene tudi osebno zaznamovala, spoznal sem svojo partnerico, z njo imava 3 otroke in vsi 3 otroci so tudi šolarji osnovne šole Grm. Najlepše trenutke svojih osnovnošolskih let sem preživela na odru grmske šole. Tam sem delila z ljudmi to, kar mi še danes največ pomeni, in to je svoj svet glasbe. Dobar dan, jaz sem prišla k vam na obisk, ker sem slišala, da imate veliko bolnih živali. Bi vam jaz jih pomagala pozdraviti. Jaz bi pa moj Jure, star je 4 leta. On je pa skakal čez obroč, pa ga je en levček spotaknil, pa je padla tole nogico, pa si jo je zvil. Ja, tale nogica je res čudno zvita in mi bomo zdaj tole nogico povili in bomo ga pustili nekaj časa in bo počival, pa boš pa ti skrbel za njega, ne? Najlepša hvala, da ste mi ga pozdravili. Prosim. A je Katica tudi kaj bruhala ali sem stokala? Bruhala je še zdravo. Na Grm sem hodila več kot 30 let nazaj,
Takrat sem napisala spis, da bom kirurginja, kar sem tudi postala, sem plastična kirurginja. V Sloveniji jih je samo nekaj, tako da to je precej nenavaden poklic za žensko. In bi vam rada povedala, če imate dobro zastavljen cilj in vztrajnost, boste našli tudi pot, da boste prišli do njega. Spomnim se slike, ki je visela v jedilnici te šole, Manejeve slike, ki smo zelo rada gledali, se rada usile nasproti nje, da smo v njej uživali. Gotovo je bila to spodbuda za moj poklic, ki ga danes upravljam. Kasneje sem šolo še sodelovala, izvedla sem celostno grafično podobo za to šolo, to je bilo v moji srednji šoli. In danes, ko se vrnem na to šolo in pogledam slike in lepe grafike, ki visijo na teh stenah, sem zelo vesela in vam pravim, učenci, uživajte v tem. Koliko je pa ura? 26. Živijo. Dobar dan. No, zdaj pa k intervjuju. Kakšni so vaši prvi Dajte razdelitele knjige, prosim. Intervju moramo narediti, veste? Ok, hitro sem. Torej, kakšen je bil vaš prvi spomin? Moji spomini na osnovno šolo Grm so zelo dobri. A razložite, zakaj? Ker sem bil mlad in vesel. Zdaj pa prosim, če razdelite knjige. Če razdelimo knjige, boste malo dlje odgovarjali. Absolutno. Če boste porazdelili knjige, vam bom odgovoril bolj na široko. Tako? Tako pa začnite brati, prosim. Zakaj se tukaj nikamor ne vidi, popolnoma nikamor? Še enkrat od začetka, počasneje. Zakaj se tukaj Kot da ste na travniku? Vidim samo tla. Zaprtimi očmi. A ja, ne. Zakaj so tla tako spraznjena? V redu, hvala. Naprej. Hej, kdo je pa to? Stop, super. Naprej. Od njenega direndaja. Kdaj pa je zamjal, da sem... Kot da ste jelen, kot da ste jelen. Če je zahipala, je nastal tak vihar. Stop! Čudovito, hvala. Zdaj pa moram iti. Vse ste dobili vlogo v mojem naslednjem filmu. Ja, snemati začnemo jutri. Denarja ni nič, rabim vas po tem trenutku. Pridite! Ne, kar pridite! Kar pridite! Ne razumem. Gremo za njim. V spominu so mi ostale ure likovne vzgoje, ker se mi zdi, da sem njihovo bistvo dojel šele mnogo let kasneje. Grmčanom, takim kot sem jaz, bi pa predvsem rad sporočil, da tudi osnovna šola enkrat mine in da ostane le tisto lepo. Še vedno me po 30 letih spremljata von po paštetu. Pa imejte dober ritem v življenju. Ne, kot da mi ni, no. Dajte, bom jaz na drugi strani igral. Šole se najbolj spominjam po prometnih klopeh in stolih. Pogosto vprašanja učiteljev, Matjaž, kaj počneš? Odgovor je bil jasen, sedim.
Tukaj se je začela od moja športna pot, to se pravi, moje športne korenine so tukaj in šport je bil en velik učitelj v mojem življenju. Kaj je tisto, kar dela arhitekt? Arhitekt dela stavbe. Kaj dela pa krajinski arhitekt? Parke, urejanje. Ja, vse tisto, kar je okoli hiše. Kaj ste pa tukaj naredili? Tole je pa pokopališče, ki ga trenutno še nismo dokončali. Če na primer pri bloku hočete posaditi eno drevo, ki se ful razraste, pa se pa en ta iz bloka ne strinja s tem. Ti moraš vedeti, koliko takšno drevo zraste in ga moraš za dosti stran odmakniti. Koliko časa raste eno drevo, koliko ven pogledate, pa vidite eno visoko drevo, kaj pravite, koliko let je staro? 50. Ja, tam... 190. Se drevesa lahko premikajo? Ja. Tudi sam sem hodil na grmsko šolo, in to dobesedno preko gradbišča z blatom do kolen, potem pa ob šoli pa urejene zelenice, na njih pa napis, ki se ga spomnim, hoja po travi, pridiči se kravi. No, danes kot krajinski arhitekt vem, da so zelene površine zato, da se na njih uživa. Narejenih imam 8 razredov osnovne šole. Kar so naredili 9 let, ko so na šoli postali tudi plezalno steno. Zdaj hodim 2 do 3 na teden plezati, da mi priznali tudi 9. razred. No, jaz v svojem poklicu vsak dan delamo tudi poskuse. No, tale poskus bo pa tekel takole. Najprej smo si tukaj pripravili vodo. Dodali bomo še en prašek. Tega praška točno eno žličko, ga bomo dodali. Ja, kaj pa če daš preveč? Če damo preveč, to se bo sploh ne pomislili. Koliko smo rekli prej? Eno žličko? Nič več, nič manj, ne? Ena žlička. No, zdaj smo prišli pa do tiste stopnje poskusa, ko rabimo samo še eno sestavino. Pa te sestavine nimamo, pa mi bo učiteljica pokazala, kje ima to spravljeno, tako da bomo šla midva ven. Sipaj! Nazaj! Tako da zdaj bomo pa videli, kaj bo nastalo. Malo bomo pomešali. Ja, kaj bo to? To je pa nekaj čisto nenavadno. Tale poskus se nam pa ni najboljš postarečil. Po moje najboljš, da ga še enkrat ponovimo. Po približno 20 letih se spet vračam na Grm, tokrat s svojimi otroki. Ugotavljam, da se otroci spreminjajo iz dneva v dan. Tudi pri svojem delu se srečujem z vedno novimi stvarmi. In zagotavljam vam, spremembe so edina stalna stvar v življenju. I
Ravno na Grmu se je razvila moja strast do klavirja na prvi vaji pevskega zbora. Kot pianist se predstavljam na mnogih prireditvah, poleg glasbe pa sta v meni zrasla tudi strast do likovne in literarne umetnosti. Grm je prebudil umetnika v meni. Na grmsko šolo me vežejo zelo lepi spomini. Danes delam na Poljskem, predstavljam Krko. Kaj pa bi šla v prodajo pač taka krema, tako se bi namazal, da bi 10 let izgledal mlajši? To bi definitivno šlo zelo dobro prodaja. Kaj pa šampon, naprimer za blondinke, ko jih vsi izmerjajo, da so neumne, da bi, ko bi se našamponirali, s tem, da bi postale bolj pametne? To se mi zdi pa res odlična ideja, pa še bolj pomembno, kot kaj je v samem tem šamponu, je pa marketing. Ker naprimer bi bila kakšna taka naprava, da bi idem v glavo, da bi vse znali, kitajska. Žal moram pa tle razočarati, da siguran pa ni nič na tem svetu, da bi samo od sebe prišlo. Treba pa se seveda nove stvari naučiti. V bistvu moramo biti veseli, da smo v tem delu sveta, kjer je šolstvo zelo urejeno in predvsem pa to, da hodite na grmsko šolo, ki je najboljša. Ja, v 6. razredu smo zmagali na republiškem tekmovanju v atletiki in sicer v teku 4x100 metrov. Za nagrado smo prejeli ping-pong mizo, katero smo od vsega navdušenja fantje želeli kar takoj prenesti na grmsko šolo. To pomeni, da smo jo zagrabili in kar čez celo Ljubljano nesli na ljubljansko avtobusno postajo, strpali v avtobus, kjer je bilo ogromno smeha. Ob tem smo se naučili in sem se jaz naučil predvsem to, da je izredno pomembno timsko delo in sodelovanje. Vsem Grmčanom bi rad povedal, da so pomembni visoki kriteriji, ki si jih postavite, še višje od teh, ki jim jih daje šola, ker so le slednji v kombinaciji s timskim delom ključ za uspeh. Učitelji športne vzgoje so me opazili zelo zgodaj, tako da sem že v 4. razredu osnovne šole se zapisal v atletiki, v kateri sem vztrajal do lani. Spominjam se atletskih šolskih tekmovanj na zunanjem igrišču, kjer sem kot 105-kilski metalec, takrat še krogle, z lahkoto premagoval šprinterje v teku na 60 metrov. Zelo se pa spominjam momenta, ko me je ravnatelj pripeljal v kuhinjo in naročil kuharicam. Tale fant lahko poje, koliko hoče. Ko se spominjam časa, se spominjam ljudi, ki so vplivali name in na ta prostor. Paradigmatično ime za pouk moje etike je bil Leon Štukelj, gospod, s katerim sem se osebno poznala in za čigarčno 100-letnico sem imel priložnost narediti omaž njegovi maksimi, njegovi identiteti, duha in telesa. Identiteta duha in telesa je vrednota, ki bi morala postati vrednota vseh nas, je vrednota, ki jo skušamo živeti in je vrednota, ki vedno sem in tja trči na svoje nasprotje. Želel bi si to, da pač Novo mesto postane Novo mesto Leona Štuklja in vse šole povzamejo osnovno evropocentrično misel identitete, ki meri na pogum, strast in znanje. Rad bi vam povedal eno misel Williama Shakespearea iz drame Kar hočete. O tem, kar veliki počno, mali blebetajo. Vi ste ti veliki. Na osnovno šolo Grm imam zelo lep spomin. Vanjo sem vstopil kot bitje, ki ni vedelo nič, ki ni znalo nič, ki pa si je neznansko želelo veliko domišljije in veliko znanja. Vrhunskim učiteljem grmske osnovne šole se zahvaljujem, da so me pripeljali preko brvine znanja do bitja, ki nekaj ve, do bitja, ki nekaj spoznava in predvsem do bitja, ki kreira. Biti Grmčan pomeni znanje in razgledanost. Je sopomenka za ljubezen do kulture in umetnosti. Je strpnost in zdrava športna tekmovalnost. Je povezovanje in sodelovanje. In mnogo, mnogo več od tega, da si tu nekoč guli v šolske klopi. Je znamenje za vse življenje.
Naše življenje je potovanje. Potovanje dolgo 1000 milj se začne z enim samim korakom. Merimo ga s svojimi uspehi in preplezanimi vrhovi. Postavljamo si cilje in predstavljamo meje lastnih sposobnosti. A po vsakem doseženem cilju ostanemo prazni, dokler ne spoznamo, da je pomembno le to, da najdemo pravo pot. Narejenih imam 8 razredov osnovne šole. Sam sem hodil na grmsko šolo. Tukaj se je začela moja športna pot. Na odru grmske šole. Učitelji športne vzgoje so me opazili zelo zgodaj. Šola je mene tudi osebno zaznamovala. Vrhunskim učiteljem grmske osnovne šole se zahvaljujem. Se mi zdi, da sem njihovo bistvo dojel še na mnogo let kasneje. Takrat sem napisala spis, da bom kirurginja, kar sem tudi postala. To je bila to spodbuda za moj poklic, ki ga danes upravljam. Visoki kriteriji. Grm je prebudil umetnika v meni. Pamet je dober ritem v življenju.